Ja, turbulentno. Stvari so se dogajale, sicer ne čez noč, verjetno že prej, ampak en tak hitri odločitve, časa pa ni bilo dosti. In zdaj naš fokus, energija je bila res popolnoma usmerjena v te dve tekmi. Tu smo uspeli, absolutno, obrnili trend rezultatov in za moje pojme izvlekli kar maksimum. Ekipa je odreagirala super in tu je ta stvar uspela. Seveda pa to za en korak, vsega hkrati se ne da rešiti. Gremo pa korak po koraku in prvi dve tekmi, absolutno en Maribor, ko ga poznamo, še zdaleč ne brez problemov, pa z vsemi rešenimi zadevami, ampak nekje moraš začeti in ta začetek je pravi. Jaz sem videl en pravi obraz, rezultatsko tudi uspešni in po tej poti gremo naprej. Iščemo idejo za dolgoročno, sigurno. Ostalih variant, niti možnosti nimamo več eksperimentirati. Saša sigurno ostaja na klopi v soboto, bomo videli tudi mogoče nadalje. Stvari se odvijajo v pravo smer, ampak jaz rad igram z odprtimi kartami, korektno, tudi do vseh ostalih. Bomo videli. Zaenkrat je Saša naš trener in ko se to spremeni, bomo javili naprej. Ja, to je pač Maribor. To je tista stvar, ki moraš z delom si zagotavljaš prihodnost. Nimaš po domače povedano nekoga, ki ti odpira sredstva in zapira. Enostavno jih moraš zgraditi, narediti in potem na njih lahko živiš. Je zahtevna pot, se pa da. Držati apetite, zato pa zgraditi ekipo, ki bo peljala in hkrati zelo pametno vključevati igralce zraven. Saj vemo, Maribor vsako leto je cilj ustvariti igralce, ki so zanimivi za trg. Hkrati pa zbalansirati ekipo tako, da tudi morebitni odhodi ne vplivajo na cilje. Jaz verjamem, da bo že v tem tednu ena ali dve pogodbi rešeni. Gremo lepo po vrsti, ker bi že te stvari mogle po moje biti rešene naprej in smo že malenkost čakali predolgo. O menih konkretno ne bi, ker to je pomembno, da pač se prvo pogovorimo z akterji. Se pa ureja v tem tednu že prvi korak k neki smeri, ki jo jaz vidim v Mariboru. Seveda pa to seveda dogovor, ogromno stvari, na koncu koncev tudi tukaj malo ideja trenerja, ki ga tudi še seveda iščemo, oziroma ali bomo ostali pri istem. Tako da ja, se premika v to smer, da čim prej je Maribor na tisti poti, ki mora biti, je pa treba iti korak za korakom. Vsega se ne da rešiti v enem dnevu, eni noči ali v enem tednu. Trenutno imamo ekipo, na kateri lahko gradimo, treba postaviti hrbtenico, neke temelje, se odločiti, za katere igralce, s katerimi naprej, to je tudi naloga v naslednjih dneh. Tisti DNK Maribora je zahtevna naloga. Igralce ti vidiš eno stvar na igrišču, druga stvar je karakterno, ker vemo, pritisk in to kompleto ozračje okrog Maribora, že sama teža dresa ima popolnoma drugačno težo kot nekateri drugi in tu je treba biti pamet, predvsem pa zaupati ljudem. Jaz sem vedno zagovarjal tezo, da za nek uspeh je vedno zadolžen ali pa kriv ali pa, reklo, odgovoren tim ljudi, ni samo eden in tem ljudem mora zaupati. Seveda odločitev je pa na koncu moje. Jaz se zavedam, da je to en čist nov list in da igranje nogometa, biti igralec, nekaj čist drugega, biti funkcionar oziroma delavec športov pa čist nekaj drugega. Bo pa pomagalo v tem smislu, da poznam ogromno ljudi, ogromno stikov je povezanih na najvišjem nivoju in pri takem poslu rabiš vse, si odvisen od njih. In tu so nam vrata sigurno na veliko odprta.
Na koncu je pa pomembno samo ena stvar. Vsi delamo za NK Maribor in NK Maribor je bil pred Marko Šulerjem in NK Maribor bo po Marku Šulerju. Treba pa stvar peljati tako, da smo na koncu jaz smiren in si ubrati eno pot, ki mislim, da je prava in se ne držati.